A warm welcome to everyone to our conference, Work and Health, which is organized here by Društvo Asociacija in the lovely Art Center of Pionirski Dom here in Ljubljana. We didn't pick this location by accident, and it's not just a wonderful hall located in the center of Ljubljana. We picked it because it's a place where art helps to co-create our community. It's a place where young people come to learn about how they themselves can participate in art, how they can use art to enrich their lives, and to learn how art can help them also in their everyday life. And I think this is, if we would have to take one kind of strand of thought from this all of this conference, is how can art help to strengthen our communities, to strengthen individuals, how we can all use art to enrich and embolden our lives. And we particularly wanted to pick a place for our conference that is not a drab conference hall, that is not a black box of nothingness that is maybe easier for our wonderful production crew to handle, but they managed to arrange everything here anyway, so we're very thankful for that. That's it for my content intro, because we'll hear a lot more content from people who know a lot more about it than I do. But before that, I would like to just welcome a couple of important guests. Most importantly, Mr. Marko Rusjan, the Secretary of State from the Ministry of Culture, who I would like to invite for a short address. Spoštovani, veseli me, da vas lahko nagovorim v imenu Ministrstva za kulturo na konferenci o povezovanju zdravja in kulture, saj je Ministrstvo za kulturo v tem mandatu naredilo pomembne pionirske korake pri razvoju tega čezsektorskega mosta. Kultura vpliva na razvoj turizma, na socialno vključenost, prispeva k znanosti in inovacijam ter je pomemben dejavnik pri ohranjanju našega zdravja in dobrega počutja. O slednjem smo se vsi prepričali med pandemijo, ko nam je kultura prek serij, glasbe in filmov krajšala čas in pomagala lajšati osamljenost. S kulturo umetnostjo v prvi vrsti krepimo duševno zdravje. V Sloveniji imamo še iz časa Jugoslavije široko razvejano mrežo ljubiteljske dejavnosti, katera prek različnih društev in v skupin vključenih več kot 100 000 prebivalcev. Aktivno sodelovanje v pevskih zborih, gledaliških skupinah, folklori in likovnih delavnicah pri premagovanju socialne izključenosti še posebej pomaga starejšim. Ponosni smo tudi na široko razvejano mrežo javnih knjižnic, ki jih podpiramo pri širitvi knjižničnega gradiva in nakupu bibliobusov, ki tako dosežejo tudi najbolj oddaljene prebivalce. S knjigami si krajšamo čas, ohranjamo kognitivno kondicijo in lajšamo duševne stiske. V zadnjem desetletju pa se v smeri sodelovanja v procesu ustvarjanja, predvsem preko podpornih programov, razvija tudi sfera profesionalnih ustvarjalcev in institucij ter nevladnih organizacij. Vse več evropskih držav uvaja model kulture na recept, ki preventivno skrb za zdravje vključuje tudi kulturo. Vesel se, da tudi Slovenija dela konkretne korake k temu sistemu v tesnem sodelovanju s partnerji iz zdravstvenega resorja. Ministrstvo za kulturo je v tem mandatu najprej zagotovilo strateško podlago za povezovanje kulture in zdravja s spremembo nacionalnega oziroma novim nacionalnim programom za kulturo, nato pa še operativni akcijski načrt. Kulturo je umestila tudi strateške dokumente zdravstvenega resorja na področju duševnega zdravja. Izvedli smo tudi pilotni razpis za povezovanje kulture in zdravja in se veselimo napredka področja s podporo javnih sredstev. Veseli nas, da je konferenca kot je današnja deluje v simbiozi z javnimi politikami ter prispeva k strokovnemu razvoju področja ter se zahvaljujem organizatorjem za njihovo delo in vabilo. Želim vam veliko vsebinskih razprav. Hvala. Thank you very much, Mr. Secretary. And now I would like to invite Ms. Rarita Branca, who will present the European dimension of our project. She is the head of the Cultural Center in Cluj and the head of the CARE project as well. Thank you so much. Hi, everyone. I also have a small PowerPoint. I don't know exactly how okay.
So nice to be here. I'm so happy to be in Ljubljana again. I'm a program director of the Cluj Cultural Center, which is the leader of this Creative Europe financed cooperation project, where the Slovenian partner is Asociația, who's welcoming us today here. Our project is called CARE and stands for Culture and Mental Health. And I'm not going to share so much about the project itself, just to say that it is one of the projects that focuses on how do we make a next step in this area of culture, health, and well-being. How do we scale up such initiatives? And why is that important? In my own organization, we started working with arts, health, emotional well-being 8 years ago. But generally, after the pandemic, there was an increase in acknowledgement on how cultural engagement actually is good for people, and is good at individual level, and today you will probably hear a lot about evidence, policy development, so I will not go into details now. But the thing is that nowadays, decision makers and practitioners alike, they understand what could be the benefit of increasing cultural participation to other spheres of life, and that means, first of all, the quality of our life and our health and our communities, and then secondly, also our systems, which are very much crumbling in these areas of care. And what we know about this sector so far is that it's very fragmented, because it's mainly consisting of initiatives coming from people like us, working in the arts, very much sensitive to where the disbalances, inequities are in societies, and artists very quickly go there and very quickly go and intervene. So in the first days of the invasion in Ukraine, you had artists there on the front line together with first aid support. So we know now there's a lot of initiatives that already do a great job throughout Europe, throughout the world, but there's very little support for this type of initiatives to grow systemic, to make a systemic change, so they really can benefit the entire society and not become, and there's a danger there, a word of warning, that if we just put all the social care, or not all, but too much social and healthcare burden on the artists, we are going to impoverish another sector. So that's the point of our project, to see what would be, mainly to ask questions and look for solutions on how to raise the stakes, to become more systemic in this field. I'm not managing to move. Maybe you can just go to the next slide. I just want to show you who are the partners in this project. There are 7 partners from different countries. Most of them are networks, either national networks like Asociația or the Cluj Cultural Center, or European networks like European Festivals Associations, or Culture Action Europe, or Northern Dimension Partnership on Culture. But also you will see national partners like Arts for Health Austria and Bozar. So there's a wide variety of partners in our initiatives, and you will hear a little bit about their experiences today. Just wanted to say that, and you will hear very soon about an initiative which is called the Culture and Health Platform. The origin of these 2 projects, which are very closely related, is an initiative that has started with the European Parliament and the European Commission as a bottom-up, well, it's called preparatory action. So it's the first kind of policy action that the European Union takes when it wants to explore a new topic. So this is when more or less the same consortium with the little differences has been working on what is called the Culture for Health report, where we have established also what is the evidence, or what was the evidence until that time, what was 2022, around how arts and cultural participation supports social well-being and health, and also a series of policy recommendations. And you will see later on from Cornelia Kish from Culture Action Europe how much the policy sphere has been developing, even though we are hoping for much more. And this is where we are. Thank you so much. I think we would have enough opportunities to talk during these days. Hvala, Rarita. Za konec mi dovolite, da besedo predam našemu predsedniku, torej predsedniku društva Asociacija, Uroš Weber. Lep pozdrav še z moje strani.
Jaz sem si na pol to skriciral v angleščini, na pol slovenščine, mislim, da se bom uspel držati slovenščine. Spoštovane kolegice, kolegi, gosti, prijatelji, dobrodošli na konferenci Delo in zdravje. Zdaj, konferenca ste že prej videla, je podprta strani projekta CARE, ki je del financiranja Ustvarjalne Evrope. Bi pa tukaj izpostavil še majčkeno bolj tudi en drug projekt, katerega tudi je pomemben za asociacijo, zato da smo to konferenco lahko pripravili. To je projekt Kultura za duševno zdravje, ki ga pa sofinanciramo iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga pa sicer upravlja Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Mene zelo veseli ta izrazito pisana družba, ki jo tukaj danes vidim, ne samo kolegi iz kulture, ne samo kolegi iz skrbstvenih področji, iz zdravja, ampak seveda tudi odločevalci oziroma tisti, ki sooblikujete javne politike. Moram reči, da tudi, no, pa seveda tudi raziskovalci. Mene zelo veseli, ker verjetno imamo vsak eno, da smo vsi tukaj, no, ker imamo verjetno vsak malo drugačno opredelitev tega, kaj kultura je, pa tudi kaj zdravje je, in ne želim si, da zdaj najdemo znotraj te konference eno uniformno opredelitev, kaj je zdravje, ker verjetno, ne vem, iz nekih bistveno bolj biološko gledanih zadev je zdravje popolnoma drugače opredeljeno kot recimo z ene klasične humanistične perspektive, ker vemo, da je to zelo relacijska zadeva. Tako da ne želim vam, da zdaj najdete eno samo skupno opredelitev, ampak pač predvsem, da se te različni pogledi med sabo bogatijo in da, da razširite pravzaprav tisto obzorje na tistem delu, ki mogoče še niste pogledali. Dve zadeve, o katerih smo se še tudi danes majčkeno na hitro dotaknili. Zdaj jaz kulturo pa zdravje vidim dvojno. Eno je tako znotraj dela v kulturi, pa delavci v kulturi, že sam zaradi narave dela in zaradi tega, ker imamo razmeroma volatilne razmere, pa temu rečemo prekarne delovne razmerja, pa padamo iz projekta v projekt oziroma iz giga v gig, je kar precej tudi zadev, ki jih moramo nasloviti, zato da bi se predvsem na področju duševnega zdravja pa kroničnih bolezni, ki potem iz teh stresov izhajajo, nekaj več naredili. Na samem področju v smislu znotraj delovanja v kulturi. Imamo, mislim, da tudi statistično gledano kar precej visoko znotraj kulture pojavnost duševnih bolezni znotraj kulture. Na drugi strani pa to, kar smo tudi že danes slišali, je kultura tisto, kar v resnici bogati, ker povezuje, ker nam daje smisel, povezuje skupnosti in je en velik vzvod, ki bi ga pa radi konec koncev tudi javne politike pripeljali, zato da bi lahko na bistveno bolj sistemskem nivoju se pogovarjali o tem, zakaj kultura je pomembna za naše zdravje. Tako da imamo eno zelo dvojno nalogo, se pravi, da na eni strani ne gremo preveč v samo izkoriščanja, za kar smo v kulturi majčkeno preveč dobri, in da na drugi strani delamo na tem, da se v javne politike sistemsko vpiše kulturo kot nekaj, kar pravzaprav dela našo družbo bistveno bolj odporno, bistveno bolj trajnostno naravnano, boljša kakovost našega življenja. Tako da želim vam eno prijetno konferenco, eno navdihujočo konferenco, ki pač ne samo, ki naj tudi informira, naj pa predvsem pokaže nove perspektive in upam, da bo konec koncev tudi kakšen utrditev kakšnih javnih politik, ki se danes recimo v Sloveniji razmeroma pilotno peljejo, da bomo to boljše zastavili in da bomo lahko pol na dolgi rok govorili o tem, da je bilo teh par let, v katerih zdaj smo čist prelomnih v tem smislu, kaj to pomeni za novo področje javnih politik. Evo, to je to. Najlepša hvala vsem, super se imejte. Jaz na žalost ne morem biti tukaj čisto ves čas, ampak so moji kolegi toliko fantastični, da se boste imeli super z njimi. Hvala.
Hvala državnemu sekretarju, hvala Rariti in Urošu za uvodne besede. Zdaj pa kar v resnici zagrizemo v prvi vsebinski sklop. Gospod sekretar Rusjan je že izpostavil, da ga veseli, da je konferenca skladna s politikami, ki jih razvijamo kot država Republika Slovenija. Seveda se nam zdi področje izjemno pomembno in vendar želimo, da nekako bi ta diskusija, ki sledi, v kateri bodo sodelovali Kornelija Kiš, vodja kulture in zdravja pri Culture Action Europe, in potem nato Tadej Meserko, vodja sektorja za raziskave, razvoj in medpodročno povezovanje na Direktoratu za razvoj kulturnih politik Ministrstva za kulturo, potem magistra Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, Matjaž Kržan, podsekretar na Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, in potem bodo refleksije ponudili še dr. Tomaž Simetinger iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tesno povezan z našo domačo ljubiteljsko kulturo. Potem nadalje asistent Matej Vinko, zdravnik oziroma specialist javnega zdravja, ki je predstojnik Centra za duševno zdravje in vodja programa Mira na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije, ter dr. Vid Vanja Vodušek iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, da bomo skupaj v bistvu očrtali ne zgolj zakaj in kaj je že bilo storjeno, temveč ponudili tudi informacije, kaj so še priložnosti. Začnemo z evropsko dimenzijo. Kornelija, prosim. Okay, so my job was to give you an overview of basically the EU space of culture, health and well-being. And I will maybe start with the WHO health definition, as it was mentioned before, which is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. So we are talking about this context. Actually, I thought of starting with some work-related figures. Half of the European workers consider stress to be common in the workplace. 1 in 6 workers experience mental health challenges. And the cost for work-related depression in the EU are over 600 billion per year. So we are talking about quite a substantial amount and quite shocking and definitely are relevant for policy. So regarding the psychosocial risk factors in workplaces, they are, for example, work-related stress like work overload, time pressure, pressure to deliver, and leadership, while also there are, of course, workplace-related conflicts and also mental health issues as well. In 20 years, from 2000 to 2020, the antidepressant use within Europe has risen around 2.5 times. So I'm going to show you a graph where you also have Slovenia there. So this is talking about the defined daily use of antidepressants in Slovenia. You have it here. And you see that there is an increase between 2010 and 2020 by 44%. So this is a little bit of a signage, let's say. Of course, it's also because some people acknowledge that they need some help and so on. So there are also positive could be seen as positive parts, but also we can discuss if that is always the answer. So as you see from Slovenia, it was coming from 44 to 64 per 1,000 people. And you also see that the cost is a $13 million cost, which was in 2020, and this is based on an OECD study. Now, if you look at there you are. You have to smile to it, I see. Okay. So if you look at suicide rates in Slovenia, in 2020, you can see that there is that the suicide rates in Slovenia are significantly higher than EU average.
and men are 5 times more likely to commit suicide than women. So you see actually Slovenia is the brown or red line, and the blue is the EU. And also, let's say it was also written that mental health care in Slovenia is mainly hospital-based at the moment, although there are really clear efforts, and I think we will be hearing about it as well, that they establish conditions for the institutionalization. Okay, so these were more the figures, let's say, just to point out the problem, let's say. And yeah, one way of contributing to the solution, we will not solve everything, and especially if there are, let's say, work-related conflicts, art will not help. Let's say you have to tackle the root causes of the problem. But also from the Culture for Health report and from earlier reports from the World Health Organization, basically it has been showing that also cultural activities and arts-based activities and visiting arts and cultural spaces can contribute to better well-being and health as well. And it is part of the it could actually help this situation, let's say. It's not a panacea, it will not solve everything, but definitely if early action is happening, research shows that it works. So we have developed that also, actually Rarica Zbranka is here, who is the lead author of this study, but she needs to be pointed out more in that sense. But if you go to the QR code, you can also access the Culture for Health report. So these were the findings of the Culture for Health report. The World Health Organization report of 2019 has highlighted 3,000 pieces of evidence of how culture can contribute to health and well-being. The Culture for Health report added an additional 310 to it, and we have also been looking at a wider scope. We are also talking about culture and subjective well-being and culture and community well-being. So very much this social element, which kind of also triggered on EU level the discussion to talk also about society, about communities and how they also interact. So here I just want some examples, what culture can contribute. It can help with self-expression, empowerment, empathy, finding of meaning, work-related well-being is also there. And these are the findings of the Culture for Health report, which are actually grouped in 4 groups. One of them is about dedicated strategic and financial support. The other one is about knowledge and awareness building, training and peer learning, and localizing culture and health discussions. These are probably needed in order to advance in this field, and there has been ever since further work on building on these recommendations, for example, in the context of the Open Method of Coordination group, which I will tell you about a bit later, which is on culture and health. Basically, the Culture for Health project and report kind of triggered a series of events, and also other things triggered it as well, so it's not only due to the Culture for Health, that also policymakers are taking this seriously. And to be honest, the fact that there was COVID and each and every policymaker, decision maker also felt how social isolation affects their mental health very much contributed to the fact that we are talking about this topic in such a wide forum. So the Culture for Health report identified 8 challenges, more a little bit for starting of discussions. And one of the challenges is about the changes of labor markets, patterns of work, and also the changes of economy. Basically what happened is that with the Culture for Health report was very much an input into a discussion between EU member states who were just at the time were discussing of what they should be focusing on EU level for the work plan for culture. So EU ministries came together and were thinking together about what they should be focusing on until 2026. And the Culture for Health
project was presented to them, and there was a lot of interest. So basically, they decided that EU member states would form a discussion group of policymakers, where each EU member state would delegate somebody from the Ministry of Health, somebody from the Ministry of Culture, to discuss on how to advance on policy level on this field. Now, not every country, it's a possibility, it's not an obligation. Not every country is represented. And of course, there were more, like at least one person was representing the country. Often it was from the Cultural Ministry. But many countries actually sent both sides, and Slovenia as well. And we are very grateful that really both sides had a ministerial representative there. So I'm going to tell you about that as well. But also what happened very close by, also because of COVID, and also because the EU citizens were telling the European institutions that you have to do something on mental health. Before the end of Commissioner von der Leyen's mandate, they really kind of sped up a process to form a communication on the comprehensive approach to mental health. And of course, there were a lot of input from this area towards that comprehensive approach to mental health. I'm going to show you the text as well. And there are other council conclusions as well. I just want to touch on the base. What does a council conclusion mean? Council conclusion means that each and every EU member state agrees on its text. So that is actually means that the ministry in Slovenia as well has agreed to that text. So that's why it's actually quite important. So to start with the council conclusions, so again, each and every EU member state agrees to this text, is that participation in cultural activities can boost the overall mental health and well-being of people and reduce the risk of mental health conditions. And it also invites member states to implement mental health across all policies approaches, such as access to culture, and focus on strengthening protective factors for good mental health, such as participating in sports and culture. So it's really a positive step, let's say, that also decision makers acknowledged this. Huh? Did I go one more? Oh, okay, so it was right. Okay, good. So the next such a document is about improving and fostering access to culture. This was during the Hungarian presidency. And there was a second step where actually member states said that, that member states should consider incorporating cultural activities by harnessing the potential of culture in relation to mental health and promoting, for example, cultural prescribing projects. So these arts and prescribing projects that also was mentioned before. I did put this here, although it's not work-related, but it's about youth mental health. Here, actually, also health ministries kind of now acknowledged, and also researchers are now acknowledging that there is a correlation between shift to the digital world and the mental health issues. And I just wanted to highlight this issue as well. And although this council conclusion relates to young people, we should not say that we as grown-ups don't get addicted to our phones. So definitely, should we not actually have an agreement not only about youth, but the whole population. And one very recent, this happened in May 2025. This is not an EU-level document, but the World Health Organization document. And it's not, again, coming from a secretariat, but each and every World Health Organization member agrees that social isolation and loneliness are associated with cardiovascular diseases and mental health conditions, including depression, dementia, and other type of cognitive decline. And each and every World Health Organization member country urges, they see an urgency of addressing social connection, and
is underscored by growing evidence of its links to health alongside with technological shifts, social media and remote work, and long-term social trends, for example, family structures and so on. So it urges member states in point A to strengthen collaboration between culture and health sectors to promote social inclusion and cohesion. So this is a world-level document, and it's not from a secretariat, but it's actually from the member state, WHO member states as well. And here I come, you just get a sneak preview to this open method of coordination report that is chaired by Austria, and currently some people have colleagues here who work in this as well as the last step. So I was mentioning before that the work plan for culture formed a group of EU member states to think about how to bring together culture and health sides on a policy level. And it is going to come out in October, let's say, probably. And these are some of the recommendations which, again, building on all the knowledge that has been out there, are coming out, and it really tries to advance the field. It's not repeating the same thing, but it really aims to bring forward the thinking. And another thing that is very recent is that currently in the EU, in an EU level, until the 20th of September, there is a consultation on the EU for Health program. So it's actually the program that finances health actions. And I really urge everyone who can to give their input in those consultations, ideally highlighting arts and health and the relation in between them, because they do read it actually, and the amount of input you have, the amount of people actually submit about this, the more likely it will happen. The same was with actually the comprehensive approach to mental health that had zero text on culture before, and with all the submissions, it really had 7 times mentions of culture as well. So it's really worthwhile to do it, and please do it until 20th of September. And also, this OMC report will be presented in the UNESCO Mondia Cult on the 29th of September. It is headed by the commissioner and the Spanish Minister of Culture. So again, on a highest level, there is interest in the field. So what's coming up? Well, one of the conferences of the Culture and Health platform is coming up in Turku. But I also want to mention that we are very heavily working on a social media campaign in the context of the CARE project, which we definitely want to be ready with by the time of 29th of September. What you can do is actually answer to the consultation of the EU for Health. It's really important. Raise awareness, share your projects on the Culture for Health website. So we are still collecting until 2028 projects that are working in this field. And also, once it's ready, please do share the More Art, More You social media campaign that's coming out. It's not yet there, but you got a preview. Well, I think I will stop here. I'm sorry if I took a little bit more time, but it's a good way to give an overview. Thank you so much. Kornelija, hvala. Kot vsi izpostavila, so se države članice zelo hitro odzvale, med njimi tudi Republika Slovenija. V času sprejemanja nove, precej moderne resolucije o nacionalnem programu za kulturo, pa tudi razvoja mestne strategije, se je področje kulture in zdravja hitro pojavilo v slovenskih strategijah. Temu je sledil tudi ukrep, prvi pilotni razpis, pa pustimo Tadeju Meserku z Ministrstva za kulturo, da to pot do mehanizma in tudi recimo rezultate in prihodnje ukrepe predstavi zdaj. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom kratko predstavil to, kar je državni sekretar Rusjan v bistvu že orisal in kar je tudi Polona na nek način izpostavila.
In sicer samo pot, ki jo je zdaj ministrstvo prešlo v zadnjih 2 letih, zato da smo prišli zdaj do prvega ukrepa, ki je dejansko operativno namenjen povezovanju kulture in zdravja. Lahko kar sem nazaj še ene. Na nasmeh. Jaz sem slab nasmeh, tako da se bojim, da na mojega ne bo dela. Če lahko na 3. slajd, po moje prvi vsebinski. Tale. Tako da skratka, prva zadeva, ki jo je bilo treba narediti, je seveda vzpostaviti neke ustrezne strateške podlage. Kot veste, je ministrstvo leta 2023 začelo postopek prenove resolucije o nacionalnem programu za kulturo. Proces je bil zelo vključujoč, šlo se je v vseh 12 statističnih regij. Že na teh posvetih smo predstavili tudi to temo povezovanja kulture in zdravja in dobili nekaj formalnih, pa seveda tudi neformalnih odzivov. Pregledali smo, se pravi, obstoječe prakse v Sloveniji, za katere se je izkazalo, da so precej široke. Imamo projekte, ki so se odvijali tako v institucijah, naprimer RTV in projekt BR, potem prepleti, se pravi Mesto žensk, UGM, Burnout Aid, potem seveda bolj NGO scena, kjer je sigurno prednjačila asociacija z nekaterimi svojimi projekti, ki so se danes razvili v temu, čemer smo tudi trenutno priča. In seveda številni drugi, ki jih ne bom zdaj izpostavljal, ampak skratka poanta je, da smo ugotovili, da je na terenu že zelo veliko teh aktivnosti, ki se odvajajo v tem okviru. Potem smo izvedli fokusno skupino v okviru reforme nacionalnega programa za kulturo. Tudi tam zbrali pač strokovnjake ali pa poznavalce in operativce iz tega področja in dobili v bistvu precej pomembne inpute. Verjetno eden bolj pomembnih je, pa ki ga mogoče velja tudi izpostaviti, da ta preplet kulture in zdravja gre seveda v obe smeri, torej kultura za zdravje in pa pomen zdravja v kulturi. Tako da v bistvu sta obe temi v nacionalnem programu prisotni, ampak danes seveda bolj ta pot kultura za zdravje, če tako rečemo. Nacionalni program je potem šel seveda v nadaljnjo razpravo na dialoških skupinah, na NSK-ju, javna razprava, kjer smo dobili številne odzive, tudi odzive na to temo kulture in zdravja. Izpostavim lahko seveda, da smo v tem okviru raziskovanja prišli tudi v stik z pedagoško fakulteto oziroma oddelkom in magistrskim študijom pomoč z umetnostjo, ki zares to področje pokriva že vrsto let tudi na znanstveni ravni seveda. Tako da vse to je rezultiralo, če lahko prosim sam slajd naprej, vse to je rezultiralo v temu zapisu, ki je zdaj v nacionalnem programu za kulturo. Zapis je relativno obč, kot se za takšne dokumente spodoba, ker so le dolgoročni in se vmes marsikaj spreminja, ampak z precej jasnim fokusom, da si bo ministrstvo prizadevalo, se pravi vzpostaviti sistemsko povezavo kulture in zdravja. Izpostavljene so tudi nekatere trenutno najbolj dominantne opcije v smislu socialnega predpisovanja in pa kulture na recept. Tako da ta zapis je seveda služil in bil torej ključno izhodišče kot strateška podlaga za to, da smo se lahko premaknili k nadaljnjim operativnim aktivnostim, če lahko prosim naprej. To je akcijski načrt, kot rečeno v akcijskem načrtu, ali pa nasplošno je to mišljenje, da imamo neko usmerjeno perspektivo
neko jedro, nek laserski žark, ki sveti v to povezavo kulture in zdravja, kar se nekako najbolj materializira v tem ukrepu. To pa ne pomeni, da so to edini ukrepi, ki so posvečeni povezovanju kulture in zdravja, so tudi ostali, ki nekako širijo ta snop, čeprav tam kultura in zdravja nista tako eksplicitno izpostavljena, pa vseeno, naprimer v projektih, ki bojo izvedeni oziroma tudi v kohezijskih operacijah, naprimer na področju kulturno-umetnostne vzgoje, je seveda zdravje tudi ena od teh tem, kot smo videli, preko socialne vključenosti otrok in tako naprej. Tako da so tudi drugi ukrepi, ki so temu namenjeni. No, ta ukrep se je pa pač materializiral v razpisu, pa prosim kar naslednji slajd. V razpisu, ki smo ga objavili letos junija, če bi kakšen teden kasneje bila ta konferenca, bi bili znani že rezultati in bi lahko tudi kaj več o tem povedali. Tako pa mogoče lahko samo komentiram, da je bil odziv v bistvu zelo dober in smo prejeli precejšnje število prijav. Mogoče čisto kratko logika za sklopi, torej glede na to, da smo v relativno zgodnji fazi, kar se tiče politik samih, čeprav je teren seveda že pred zadeve pokrival, kot rečeno, ampak kar se tiče politik, smo relativno zgodni. V zgodnji fazi, tako da se nam je zdel ta sklop A nekako neka obča krepitev povezovanja kulture in zdravja pomemben, zato da se dvigne samo zavedanje v družbi, da ta povezava obstaja, da pač jo podpirajo številni znanstveni članki, da se odvijajo številne aktivnosti na evropski, na svetovni ravni na to temo in si želimo seveda del tega prenesti tudi v slovensko okolje ali pa pri nas to okrepiti, tako da tukaj je bilo možno prijaviti vse od konferenc, seminarjev do naprimer študijskih obiskov, kjer bi lahko dobili vpoglede dodatno, kako mogoče kakšne prakse prenesti v naš kontekst in tako naprej. Sklop B je bil mišljen za vse te, ki že izvajajo projekte povezovanja kulture in zdravja in pač je neka logična stopnička naprej, da to nadgradijo tudi v smeri boljše recepcije in percepcije strani zdravstvenega resorja. Namreč tudi, ko smo sodelovali z zdravstvenim resorjem, smo pač bili deležni nekako opomnika, da zdravje vseeno je zelo evidence-based področje in z tega vidika se njihove intervencije, še posebej intervencije v javno zdravje, tudi kvantitativno praktično merijo in se gleda, kakšen je učinek. Tako da tudi kulturne intervencije, ki posegajo na področje zdravja, je seveda zelo dobrodošlo, da v nekem trenutku preidejo iz pilotnih faz, iz testiranja v kar se da strukturirano področje oziroma strukturiran način delovanja, ki bo sprejemljiv tudi za področje zdravja. Tako da temu je bil namenjen sklop B. Sklop C pa je bilo za pilotne projekte, torej spet na nek način za krepitev področja. Vemo, da številne organizacije imajo mogoče neko idejo na to temo ali pa želijo nekaj drugače zasnovati in to je bil pač ta sklop, ki jim je to omogočil. Tako da toliko o razpisu, pa prosim naslednji slajd. Skratka, posredne aktivnosti, tudi to je delno državni sekretar že omenil, ministrstvo se torej povezuje tudi z ostalimi resorji na to temo. Kot rečeno, smo v programu MERA oziroma v akcijskem načrtu z specifičnimi ukrepi. Probamo v bistvu tudi v drugih medresorskih skupinah opozarjati na to, da ta preplet obstaja. Včasih so to mogoče manj vidne zadeve, pa vselej vsak majhen korak na nek način šteje, da se
bo to področje bolj vzpostavilo. Izpostavljena je bila danes tudi, je Kornelija spregovorila o OMC skupini, v katero smo se na Ministrstvu za kulturo tudi aktivno udeležili in tudi iz Ministrstva za zdravje so bili prisotni predstavniki, tako da poročilo delno seveda že poznamo v teh osnutkih, ampak čakamo, da poročilo kot tako bo objavljeno. In takrat seveda bomo skrbno proučili predloge, ki so tam in jih probali nekako, kjer bo smiselno prenesti tudi v nacionalni kontekst. Tako da vse te aktivnosti so seveda namenjene temu, da leta 2031, ko se resolucija izteče, da bomo le prišli do tega cilja, ki smo si ga zastavili, se pravi nekega bolj sistemskega načina povezovanja kulture in zdravja. Hvala z moje strani. Hvala, gospod Meserko. Naslednja, ki jo vabim, da nam predstavi aktivnosti na ravni mestne občine Ljubljana, je magistra Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo MOL. Hvala. Dober dan, lepo pozdravljeni, tudi v imenu našega oddelka in dovolite mi, da preden začnem, da rečem hvala organizatorji, da ste zbrali ravno Art Center našega pionirskega doma, kjer je najbolj empirično videno, kako je umetnost uporabljena tudi pri mladinskem delu, kar sicer delamo znotraj tudi mladinskih politik. In ne moram dovolj poudariti, kako je v prevenciji pomembna kulturno-umetnostna vzgoja, ki, kot veste, jo v mestu začenjamo izvajati že v vrtcih. Zdaj, jaz bom probala najprej brez nasmeha in dela. Mogoče nekaj informacij, kako smo se lotili teme, ki se je pri nas pojavila v bistvu tik pred covidom, in to je bilo v času, ko smo pripravljali kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Ko smo povezovali vse deležnike v mestu in ravno na področju mladinskega dela smo ugotavljali, kako zelo od vseh ostalih panog, včasih celo bolj kot šport, kar je pri mladih dosti priljubljeno, uporabljamo umetnost kot prevencijo pri tistih, ki imajo težave z nasiljem. Skratka, umetnost se je vedno znova ponavljala. Ampak teme nismo znali takrat oziroma nismo je definirali tako, kot je definirana danes. In naša zadnja knjiga pri prijavi je nekaj zajemala, ni pa bila zelo konkretna. Seveda nam je delo v času covida, tudi delo na tem projektu, odprlo potem niz enih vprašanj in ta vprašanja seveda so izkazovala potrebe. Zato smo se te teme strukturirano lotili v zadnjem strateškem dokumentu. Tole je samo samo pregled, kako ta strateški dokument nastaja, da bi razumeli, da je bila, tako kot je prej Tadej rekel, pri ministrstvu uporabljena najširša platforma deležnikov, ki so sodelovali pri pripravi. In ker pač verjamemo, da je ena od nalog kulture tudi to, kar je tukaj zapisano, da mora odgovarjati na družbeno relevantna vprašanja, naša naloga kot snovalcev kulturnih politik, pa da to prepoznamo, da razumemo, kdo je tisti akter, ki zmore to izvesti, je na koncu sledilo v končnem rezultatu ne samo v poglavju Kultura za duševni razvoj in boljše počutje, ampak tudi v aktivnostih, ki smo jih letos prvič izpeljali. Seveda je bilo tako jasno, da tam, kjer je intervencija kulture najbolj pomembna, je to vprašanje duševnega zdravja. Ker se na našem oddelku ukvarjamo tudi z mladimi, so terenske raziskave pokazale strahotne rezultate, ki jih nihče verjetno, lahko smo jih predvideli, nismo pa vedeli, da bojo tako zelo v porastu, kar zadeva predvsem duševno zdravje mladih. Ampak znotraj strateškega dokumenta na področju kulture smo to potem potegnili na vse generacije. Skratka, to so glavni cilji tega poglavja.
Moram pa povedati, da v sekundi, ko smo se tega lotili, smo se povezali ne samo z zunanjimi deležniki, ampak tudi s kolegi in kolegicami znotraj mesta, predvsem iz oddelka za zdravje in socialno skrbstvo. Ker je ta konferenca taka, da bi naj ponujala neke aktivne korake in da bo brez velikih besed jasno, kako stvari tečejo, sem se jaz odločila, da vam predstavim, kako zadevo uresničujemo in potem tudi, mi smo pa ravnokar izbrali, dejansko podpisujemo pogodbe ravno za prvo generacijo izbranih organizacij in javnih zavodov na javnem razpisu. Skratka, znotraj mesta sta zdaj dva oddelka, ki se s tem intenzivno ukvarjata, kot rečeno, oddelek za kulturo in oddelek za zdravje in socialno varstvo. Dva osnovna elementa imamo na tem projektu, najprej izvedba razpisa, kot rečeno pravkar zaključen, in v pripravi je posvet, ki ga bo organizirala, se pravi skupaj z oddelkom Mestna knjižnica Ljubljana. Gre pa predvsem za to, da zberemo čisto vse prakse, ki smo jih že prej analizirali, ki se že izvajajo in tiste, ki bi jih na podlagi novih znanj še lahko izvedli. Preden smo objavili razpis, smo debatno polje odprli za res široko število deležnikov. Uroš je na začetku v svojem prispevku povedal nekaj, o čemer mi prej nismo razmišljali, pa se je izkazalo znotraj teh debat, predvsem v nevladnem sektorju, da se v nekem trenutku paralelno moramo začeti ukvarjati tudi z duševnim zdravjem tistih, ki delajo v kulturi. To ni razveseljivo. Poznamo pobude SNG Drama, ZDUS-a za posebne ambulante, tudi za fizične poškodbe umetnikov in umetnic. Skratka, duševno zdravje pa je naslednja kategorija, ki je znotraj te skupnosti potrebno nagovoriti. Ampak smo v prvem letu izvajanja tega strateškega poglavja smo začeli z manjšim korakom in skozi proces pripravili razpis. Zdaj, ni nobena velika ugotovitev, katera so tista umetniška področja, ki so najbolj uporabljena znotraj terapij, glasba, gledališče, ples, pisanje. Pravkar gostimo vsa mesta literature UNESCO v Ljubljani in to je tudi ena izmed tem, kako knjiga lahko izboljša počutje posameznika oziroma posameznice. Javni razpis je bil odprt za vse. Razpisni pogoj pa je bil, to se je izkazalo kot sprejemljivo za vse vpletene strani, da ima vsak prijavitelj s področja kulture eno strokovno zdravstveno socialno varstveno organizacijo, ki se ukvarja z duševnim zdravjem. Namreč to, kar povejo kolegi in kolegice iz oddelka za zdravje in to, kar je verjetno stališče tudi Ministrstva za kulturo, zdravje primarno je tudi vprašanje, je primarno del zdravstvenih institucij, kultura in umetnost pa tista, ki sta tukaj lahko komplementarna. Z razpisom oziroma s kriteriji smo spodbujali raznolikost in inovativnost projektov, potem projekte, ki vključujejo prenos praktičnih znanj in veščin osebam v duševnih stiski, hkrati pričakujejo, da bomo s takimi projekti lahko veliko bolj vključevali osebe, ki se soočajo z duševno stisko. Pri izboru nismo šli na to, koliko bo vsega, ampak vsaj v prvem letu, mogoče na malo bolj sigurno stran za kakovost in pri teh projektih, ki smo jih izbrali, da so tisti projekti, ki jih lahko opazujemo, spremljamo in ki nam dajo tudi znanje, kako ravnamo naprej. Skratka, mi smo prejeli 21 vlog, ne vem, koliko ste jih imeli tedaj na ministrstvu, nam se je to zdelo kar solidno.
Tričlanska komisija, to je prva komisija, ki smo imeli na oddelku te vrste, je bila sestavljena iz mojih sodelavcev in sodelavk oddelka za zdravje in socialno varstvo. In v prvem letu je bilo izbranih 9 projektov in 40 000 evrov je vsota, ki smo jo razdelili med teh 9 projektov. Jaz sem vam, zato ker to že lahko, ker so izvajalci pred podpisom pogodb, oziroma pogodbe se pravkar podpisujejo, si dovolila, da smo naredili kratke povzetke, kak tip projektov se je prijavil oziroma kateri projekti so izbrani. Med 9 izbranimi je 6 nevladnih organizacij in 3 javni zavodi, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Zelo različni projekti, tudi različne starostne skupine. Skratka, tudi ta hiša je znotraj projekta. Vsi, brez izjeme, imajo vodilo, da vključujejo tiste, ki pomoč potrebujejo, kot enakovredne partnerje v sam projekt. To so načrti samo do konca leta 2025. Kot rečeno, čez mesec dni bo večji sklop projektov, tudi tistih, ki se že izvajajo, predstavljen v Mestni knjižnici Ljubljana. Namreč to, kar smo, seveda preden smo se lotili poglavja tudi za strateški dokument, to, kar smo ugotovili, je, da prav vsak javni zavod in veliko nevladnih organizacij v nekem bolj parcialnem delu že nagovarja to temo. Naša naloga je zdaj, da jih strukturiramo, vključimo pod skupni imenovalec in da lahko te politike ne samo pilotno, kot je to leto, ampak da te politike lahko potem dalje strukturirano tečejo. Skratka, evalvacija v vsakem primeru, to je eden od nujnih korakov. Tečejo pogovori z Zdravstvenim domom Ljubljana, Kultura na recept. V Zdravstveni dom Ljubljana že sicer dajemo knjige, tam obstajajo ene male mobilne knjižnice, ker tisti, ki čakajo na preglede oziroma so tam, lahko knjigo vzamejo. Jaz sem svojo prezentacijo pripeljala do konca, samo to še povem, da to, kar morebiti ni neposredno današnja tema, ampak vedno znova ne morem dovolj poudariti, kako nujno je, da je kulturno-umetnostna vzgoja kot preventiva, ne samo kot preventiva pri duševnem zdravju in izobraževanju otrok in mladih pomembna, ampak to je eden od tistih gradnikov, ki morebiti da tudi orodja, kako nekatere situacije v življenju, ko pripeljejo do stiske, obvladovati drugače kot sicer. Hvala lepa, želim vam uspešno konferenco in veseli bomo potem tudi rezultatov, ki bi jih lahko uporabili in že zdaj tisti, ki ste od tukaj iz Slovenije vabljeni na konferenco oziroma pogovor, ki ga bomo imeli oktobra v Mestni knjižnici. Hvala lepa. Magistra Demšič, hvala. Upam, da vsi ostanete še za razpravo. Glede na to, da so se prezentacije v tem smislu strukturiranih ukrepov, predstavitev končale, bom vse ostale povabila, da sedete tukaj. Pa se pogovorimo naprej na številne teme, ki smo jih odprli. Tomaž? Gospod Vinko? Gospod Vanja? Tudi gospod Kržan? Drži. Mikrofone boste dobili tam, če se vam vmes utrne kakšno vprašanje, da ga kar zastavite. Samo dvignite roko, boste dobili mikrofon. Mogoče, če nadaljujemo z kulturnimi strategijami, najprej od tebi dam, Tomaž, besedo, da mogoče predstaviš svojo refleksijo, kako je bilo pa v vašem procesu sprejemanja polja in uveljavljanja v polju ljubiteljske kulture. Ok. Torej, na področju ljubiteljske kulture je treba povedati, da to je eno tako izjemno široko področje. Jaz vedno rečem, to je največji del kulture, tako rekoč. Po nekih meritvah naj bi bilo okrog 100 000 ljudi neposredno vpletenih v to polje, ampak
Ko pa smo pred 2-3 leti začeli se pogovarjati o novi strategiji razvoja področja ljubiteljske kulture na Slovenskem, so pa nastopile kar precejšnje težave. Jaz naj povem, moja vloga takrat je bila pravzaprav jaz sem bil takrat programski direktor na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Danes sem zamenjal, danes sem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ampak sem še vedno nekako, temu reče včasih dvoživka, ne? Torej še vedno sodelujem s to hišo. Gre pa namreč za to, da se je izkazalo, da imamo kar nekaj sistemsko zelo velikih težav, ko smo začeli odpirati vprašanje, kako implementirati polje zdravja in umetnosti na nekaj, kar bi nekdo od zunaj morda rekel, pa se to vi počnete, se to je čisto samoumevno, da ljubitelji počnejo to, kar pač počnejo. Ampak zdaj, da bomo lažje se razumeli, moram jaz narediti en korak nazaj. Moram jaz to zelo na hitro povedati? Okay, hvala. Da prideš do poante. Bom zelo počasi potem. Torej, da bomo razumeli, odkot model trenutno obstoječega stanja ljubiteljstva, moramo iti nekje približno v leto 1974. Takrat se zgodi ena velika pravna reforma v Jugoslaviji, kjer začne jugoslovanska vlada spodbujati nastajanje ljubiteljskih kulturnih društev z namenom, da bi na tak način dosegla 2 cilja. Prvi cilj je bil seveda, temu so takrat rekli, gradnja novega socialističnega človeka. Ne? S puško in knjigo kot partizani se bomo borili za novega človeka. Ne? Seveda ta gradnja je prinesla za sabo ideje o kvalitetni ljubiteljski kulturi, ki naj bi bila nek naravni prehod k profesionalizmu. Drugi del je bil pa seveda vezan na spodbujanje delavskega samoupravljanja. Ne, če ste brali kakšne zapisnike, kdaj iz teh stvari je blazno zanimivo gledati, ker je to bila ključna stvar, kako bodo delavci sebe upravljali tudi na področju kulture. Zdaj delavskega samoupravljanja ni več, ostala je pa ta prva paradigma, torej paradigma kvalitetnega izvajanja kulture na področju ljubiteljstva. Naslednji moment se zgodi leta 1996, ko je na osnovi teh nekdanjih zvez kulturnih društev nastal današnji Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Javni sklad je samo prevzel to politiko in jo pravzaprav implementiral v sodobni čas in naredil iz tega to, kar danes poznamo pod imenom piramidni sistem selekcije ali pa selektivni piramidni sistem, ki spodbuja kvaliteto. Ampak, kaj se je zdaj zgodilo? 2-3 leta nazaj pridem jaz na to pozicijo in rečem, kaj pa, če bi mi začeli se resno pogovarjati o tem, a ta sektor potrebuje samo spodbujanje kvalitete. Jaz ne govorim, da je s tem karkoli narobe, govorim pa o tem, da velik del tega sektorja nikoli ne bo vrhunski, ker ne more biti in niti ni smisel, da je vrhunski. Lahko dobiva neke, se pravi, spodbujanja, da bo kvalitetno delal, ampak namen ljubiteljstva je še vse kaj drugega. No, tukaj so se zadeve pa začele komplicirati. Težava je namreč nastala, da se je izkazalo, da pravzaprav ta socialistični model delovanja z nekim takim sektorjem deluje na način, kot je marsikje drugje. To ni znano samo za kulturo. Namreč suport države tukaj ni bil suport v sodobnem pomenu besede, ampak je bilo bolj kuriranje kulture, kot pa gradnja nekega okolja. In pravzaprav tudi ustroj delovanja sodobnega JSKD-ja temelji na tak način, da bolj kurira z raznimi mehanizmi, kaj je dobro, kaj ni, kaj je zaželjeno, kaj ni zaželjeno in tako naprej. In ko ti poskušaš v novo strategijo vnesti take ideje, kot je zdravje in kultura, ugotoviš, da ti pravzaprav tem odločevalcem odmakneš njihove mehanizme moči. In zanimivo je, ker se je izkazala ena blazno zanimiva situacija. Ko smo govorili, ko sem jaz govoril z vsemi zaposlenimi, torej tudi temi na lokalni ravni, smo dobili od njih zelo pozitiven odgovor. To potrebujemo. Mi delamo z društvi, mi vemo, kaj društva potrebujejo in zelo podpiramo tako delovanje, tako strategijo.
Ko smo govorili s samostojnimi temi strokovnimi svetovalci, ki naj bi skrbeli za strokovni razvoj posameznih področij ljubiteljske kulture, smo doživeli totalni odpor. To pa ne, ker ne vemo, kaj bo ven iz tega ratalo. Torej, tisti, ki so skrbniki sistema, so bili izjemno nasprotni, ker preprosto niso vedeli, kaj naj s tem pač počnejo. Te klasičnega načina spodbujanja, kot je bilo 50 let pred tem, pač skozi to paradigmo ne moremo več uveljavljati. In tukaj notri je prihajalo do velikih težav. Tako da eno izmed pomembnejših spoznanj, ki sem ga jaz potem na koncu ugotovil po precej 2 leti zelo intenzivnih pogovorov, je bilo, da smo v bistvu bi mogli začeti morda z ene druge strani vstopati tukaj noter. Mislim, da si Mateja ti prej zelo dobro nakazala, pa še par takih iztočnic smo imeli. Ljubiteljstvo je namreč perpetuiralo nek narativ o sebi, čemu je namenjeno, se na osnovi teh idej umeščalo v širši kulturni sektor, ni pa imelo ni pa imelo osnovnih podatkov, kako definirati razmerje do drugih delov kulture in kako vzpostaviti neko notranjo dinamiko in dialoge, čemu vse je ljubiteljstvo namenjeno. Kaj hočem s tem povedati? Morda se preveč abstraktno to zdaj sliši, ampak hočem povedati to, da na koncu bi potrebovali osnovne podatke, ki jih nimamo. Kakšna je struktura ljubiteljstva, kakšne so potrebe teh ljudi, čemu služi sploh ta sektor ljubiteljstva, zato, da bi lažje določili potem neke smernice, v katero smer sploh razvijati, recimo tak strateški dokument, kot smo ga potem imeli. Izkazalo se je namreč, da te podatki, s katerimi operiramo, so bili popolnoma napačni in da pravzaprav sploh ne obstajajo. Mislim, to je narobe, kar se govori, metodološko gledano. In smo ugotovili, da tudi ko smo želeli argumentirati, zakaj potrebujemo novo paradigmo kulture in zdravja, nismo imeli argumentov, ker nismo imeli pravih podatkov. Ko smo želeli se vzpostaviti z drugimi, recimo kako vzpostaviti razmerje do poklicne kulture, nismo mogli, ker nismo imeli pravih podatkov. Tako da tukaj je bilo par takih sistemskih vidikov. Prvi je bil torej pristopiti na način, da se ta odločevalska sfera ne bo počutila, da jemljemo moč, torej kako transformirati te mehanizme moči, s katerimi so 50 let pravzaprav delali, na način, da bodo oni razumeli, kakšna je njihova vloga. Druga zadeva je pa potem, kako definirati sam sektor na način, da bojo potem tudi na koncu tisti uporabniki na lokalni ravni razumeli, da oni že veliko od tega sploh počnejo in da bojo znali to argumentirati tudi napram drugim odločevalcem, kot so župani ali pa tako naprej. Skratka, jaz sem morda zdaj zelo generalno poskušal to pokazati, ampak saj imam še par zapiskov, pa da ne bom predolg, kakorkoli že. Gre za to, da ljubiteljstvo je bil zame en poskus razumevanja, zakaj lahko pride do velikega odbojnega momenta, ko zamenjaš paradigmo, zato ker mi pravzaprav tudi v ljubiteljstvu prej nismo dovolj kritično razmišljali, čemu služi. In ko zamenjaš paradigmo, dobiš kar naenkrat odboj, ki ga nisi pravzaprav pričakoval. In tukaj noter se zdaj morda skriva nek drobec, iz česar se lahko naučimo, kaj pomeni nek postsocialistični moment, ki ga prej nismo predvideli. Hvala, Tomaž. In vendar, glede na to, da smo zasnovali konferenco zelo čez sektorsko, sem vesela, da ste med nami tudi 3 predstavniki iz področja zdravja. Pa če izkoristim tvoj začetni vhod, recimo bi rekla, jaz včasih, ko beremo o iniciativah, ki prihajajo iz Zahoda, imam občutek, da je recimo naša prejšnja država precej velik poudarek dala na dobro počutje v skupnosti, pa tudi državljana in delavca. V tem smislu se v strateškem smislu na Ministrstvu za zdravje, pa tudi na NIJZ-ju in tudi v praksi veliko ukvarjamo s tem, kaj je lahko, tako kot je bilo izpostavljeno, evidence-based učinkuje na posameznika, zato da mi recimo nas zelo zanima delavec, zdrži, zdrav, zadovoljen, produktiven, čim tlje. Zato bi mogoče začela z gospodom Matejem Vinkom.
Tadej Meserko je že izpostavil, da ste veliko sodelovali tudi pri skupnih ukrepih v okviru strategije na področju duševnega zdravja. Vi se tudi ogromno ukvarjate s preventivo, pa bi mogoče prosila za oceno, kako se vam zdi, da kot država poudarjamo pomen preventive na ravni tega, ker vemo, da je splošni sistemski problem, in kje menite, da ima mesto kultura pri tem? Ja, hvala za iztočnice, lepo pozdravljeni. Duševno zdravje poudarjamo v zadnjih 10 ali pa še posebej 5 letih zelo. Preventivo posledično tudi v končni fazi je zdaj že kar široko razširjena ta informacija o dinamiki razvoja duševnih težav, duševnih motenj in kako so to neki procesi, ki jih je možno omejevati, obvladovati. So pa vsaj v praksi precej velike omejitve prisotne ravno na povezovanju med različnimi sektorji. In moram reči, da s kulturo se mi zdi, da smo naredili zelo pomembne korake naprej pri preseganju teh omejitev in o kakšnih omejitvah govorim. Tadej je že omenil, kako na področju zdravja ali pa v zdravstvu gledamo na neke intervencije, še posebej na področju javnega zdravja iz perspektive uspešnosti ali pa učinkovitosti. Jaz bi tukaj še dodal tudi iz perspektive preprečevanja negativnih, neželenih učinkov, ki so se sploh na področju duševnega zdravja pokazali kot zelo razširjeni. Torej, če povem zelo praktično o tem, da so številne javno-zdravstvene intervencije, torej preventivni ukrepi, ukrepi promocije zdravja, bili prepoznani kot takšni, ki prispevajo k porastu težav. Pač dolgo časa to ni bilo sploh videno kot možno, pa raziskave kažejo, da je tovrstnih intervencij presenetljivo veliko. Tako da iz perspektive javnega zdravja stremimo k evalviranim intervencijam predvsem zato, da preprečimo te negativne posledice, pa seveda zaradi neke smotrne rabe sredstev. Ampak v tem, ko mi uporabljamo neka orodja za evalvacijo, za razporejanje sredstev, za poimenovanje intervencij kot dobrih praks in tako naprej, smo vajeni delati po nekem ustaljenem modelu, ki je prisoten na področju zdravstva, zdravja in tako naprej. Ampak hkrati imamo v državi še številne druge resorje, kulturo, socialo, izobraževanje in seveda v teh resorjih imajo svoje pojmovanje dobre prakse, učinkovite intervencije. In tukaj enostavno zelo težko pridemo skupaj, da po domače rečem. In to se ne kaže samo na tem, da uporabljamo potem neke iste izraze ali pa iste načine ocenjevanja stvari, ampak tudi na tem, da se lahko pogovarjamo o nekih skupnih ciljih, pa v načinu, kako jih dosegati na strateški ravni z nekimi ukrepi, z financiranjem projektov in tako naprej, izjemno težko pač najdemo način, kako to učinkovito realizirati na kratki rok. In potem se tudi izkaže, da različne te globalne retorike ali pa, kako je bil tale Comprehensive Communication on Mental Health iz leta 2023, ki je imel opisane čudovite, smiselne predloge, kako v bistvu prispevati več denarja za zdravje iz drugih resorjev, ampak smo to lahko mi pri nas realizirali v Sloveniji? Ne, zato ker je pač razmik med tem, kaj se strinjamo, da je smiselno in potencialno možno, do tega, da je dejansko možno izvedljivo pripeljati ne samo na teren, ampak že samo v neko nacionalno strateško infrastrukturo prevelik. Tako da, ne vem, če sem odgovoril na katero vprašanje, ampak morda lahko izkoristim to, da bi pač res poudaril, da smo sploh v nacionalnem programu duševnega zdravja pač zelo zadovoljni z napredkom, ki smo ga naredili na področju duševnega zdravja v vseh politikah, na področju tega, da delamo z drugimi resorji in pač korak po koraku poskušamo nekako zbližati načine, preskakovati te utečene prakse, ki jih pač seveda vsak resor težko opusti, vključno z zdravstvenim, seveda. Kaj ste ugotovili, ko ste omenili, da je vendarle smiselno na tem področju? Opazili smo, da v tem javnem razpisu za krepitev duševnega zdravja je umetnost in zdravje bilo izpostavljeno kot eno od možnih
področji. Omenili ste premisleke, do česa ste prišli. Se opravičujem, ampak ne vem, če sem To se razumel. pravite, da se v okviru transdisciplinarnih pogovorov vendarle nekaj da zediniti okrog tega, kaj se zdi smiselno. Kaj? Ja, mislim, predvsem do tega, da imamo na terenu veliko praks z področja kulture, ki imajo nedvomno prispevek k zdravju in da je relativno enostaven, vsaj tako upamo, da se bo izkazalo, ta naslednji korak, torej, ok, dajmo zdaj pogledati, kako se te ukrepi, intervencije, prakse izvajajo, kaj od tega bi, če pogledamo iz prizme javnega zdravja, recimo, mi opisali kot neka učinkovina, ki prispeva k rezultatu, torej boljšemu zdravju ali pa manj težavam, ne, kakšen je nek teoretični framework, ozadje tega, zakaj to deluje, ne, in posledično, kje so torej mehanizmi, da lahko intervencije še nadgradimo, kaj je tisto, kaj je pri tej intervenciji posebej učinkovitega in ga velja torej preslikati v drugo okolje, ne, ker jasno je, da intervencije, ki delujejo, ne vem, v Angliji, na Škotskem, na Danskem, ne moramo preslikati take, kot so v naše okolje in pričakovati enake rezultate. To verjamem, da velja za vsa področja. Ne. In recimo za uporabo meril za vrednotenje javnozdravstvenih intervencij, kot smo predvideli v tem razpisu, ne, bi lahko opisali, ne, kaj točno so ti segmenti, kaj so učinkovine, kaj so značilnosti posameznih intervencij, da jih naredijo učinkovite, bolj učinkovite, kje so priložnosti, da kaj nadgradimo, pa seveda popišemo, ne, zakaj ta intervencija deluje tako, kot deluje, ne, zakaj se to, kar prepoznavamo na terenu kot pozitivno, blagodejno, za počutje zdravja ljudi, zakaj to deluje. Ne. Se pravi, zelo bazično na nek način, en tak popis, ampak iz perspektive, iz katere morda do sedaj ta intervencija nikoli ni bila opisana. Ne? Razumem. Hvala. Vid, te bom prosila, ker prihajaš iz prakse, konkretno si psihoterapevt, ki deluje v psihiatrični kliniki Ljubljana. Kako sam vidiš, kako se izvaja transdisciplinarno delovanje ali pa čezsektorsko sodelovanje pri nas, kako mogoče to receptiraš v mednarodnem prostoru, ki ima recimo tudi pri tvojem delu mesto kulture? Hvala za besedo. Na kratko bi te sam popravil, jaz sem klinični psiholog. Se opravičujem, drži. Ne, pomembno mi je tudi zato na temo, o kateri se pogovarjamo. Mislim, jaz sem se izobraževal na področju skupinske analize. Jaz sem sedel 6 let v skupini, kjer sem sam šel skozi neko izkušnjo analize, pod supervizijo izvajal grupe in se na nek način, da rečem, približno sposobil za to, da lahko sedim v skupini ljudi z nekimi zelo različnimi občutki in malo pomagam pri tem, da se ubesedi, da se osmisli mogoče tisto, kar je ljudi teži. Podarjam to zato, ker tema je izrazito kompleksna danes in jaz sem zelo zgubljen. Hkrati pa se mi zdi krasna in zelo pomembna. Zgubljen sem pa predvsem takrat, ko začnem razmišljati o povezovanju med ustanovami ali pa med konkretnimi strokovnjaki. Se pravi, jaz sem klinični psiholog, ki sem zaposlen na psihiatrični kliniki. Mi nimamo psihoterapevtov na psihiatrični kliniki. Se pravi, ne kot poklica. Na papirju načeloma se da zabeležiti, tudi oddelki so nekateri tako imenovani, kakor da so psihoterapevtski. To je res. Zdaj, koliko je pa zares noter ljudi, ki znajo psihoterapijo delati, je pa drugo vprašanje. In v to se jaz ne bi spuščal. Bi se pa navezal na kolega, ker je spet zelo kompleksna tema, na tranzicijo. Bi se navezal, ker je pomembno, ker v našem prostoru se je psihoterapija izrazito razvila in lepo razvila, bolj kot v kakšnih zahodnih državah, prav v času Jugoslavije. Takrat se je vzpostavil, vse tle blizu, Center za mentalno zdravje. Takrat se je vzpostavil nekaj, čemur se je rekla terapevtska kultura. Se pravi, ne da je psihoterapija nekaj, kar je vezan samo na posameznike, ampak da na nek način cela ustanova skuša delovati tako, da vsi skupaj razmišljamo o tem, kaj bi se lahko tukaj dogajalo. Vse se dajo zdravila, se dajo pa take, ne pa se riše, pa različne paradigme, ampak vsi se pa skušamo nekako pogovarjati o tem, kaj se dogaja, ker to pomaga. Zakaj o tem govorim? Tega ni več. Mislim, ustanove so še, CMZ je še, ne, ni več KOMZ, CMZ in tako naprej, ampak se pa, in tudi imena so še zelo podobna, medtem ko vsa društva, ki so podpirala to,
ker psihoterapija skozi zgodovino je stvar društev, associations, ja? Psychoanalytic Association in tako naprej. Se pravi, to nikoli ni bila zares stvar fakultet. A ne? Se pravi, pri nas smo imeli skupinsko analizo, družbo skupinsko analizo, združenje psihoterapeutov v Sloveniji in so bili vsi tudi del klinike. Potem se je pa v tranziciji zgodilo to, da je to šlo ven in tudi zdaj smo nekje, ker nam v bistvu ni čisto jasno. Mislim, dela se kakor da nam je jasno, ampak v to se tudi ne bom spuščal, ampak dejstvo pa je, da je zelo malo mojih kolegov, mladih, zdaj, ki jih vidim, specializantov, sploh psihiatrije, karkoli ve o psihoterapiji. Ne? In ta glavno, zdaj se pogovarjamo o tem zakonu, a ne? In ta zakon, o tem zakonu se pogovarjamo odkar imamo svojo državo. In se še vedno nismo zmenili. In pogovarjam se o tem zato, ker se mi zdi, če se pogovarjamo o mostu, se pravi o mostu med kulturo, pa recimo zdravjem, je eno pomembno mesto verjetno v tem mostu bo prav psihoterapeut. Ker ti si mene povabila v ta projekt, ki je krasen projekt, v bistvu kot človeka, ki bo pomagal ljudem, ki izvajajo to, a ne? Se pravi, ki sedijo z ljudmi, mogoče v stiski, mogoče ne, ki z njimi pojejo, ki z njimi plešejo in oni tudi avtomatsko, ko z ljudmi v stiski plešejo in pojejo, tudi na sebe vzamejo neke bolečine, neki stisk, kaj pa je te skupine. Skupine je mogoče boljš, ko poje, ampak tako pa vodu to petje, bo pa skozi vso to petje tudi dubu vso stisko, a ne? In rab nek prostor, da si pomaga to osmisliti. Se pravi, psihoterapeut ima neko mesto tukaj, ne? Zdaj, v okviru tega projekta ni problem, ne, je nek projekt, blablabla, ampak kako pa to na dolgi rok zastaviti, pa jaz sploh ne vem. To je to. Ne vem, ja. Hvala. Super. Ta ločnica med različnimi strokovnimi znanji, ki jih je treba med seboj pobotati, pa tudi o tem, da v resnici je tudi taki izvaja delo, potreben podpore, je recimo tudi nekaj, o čemer bi se lahko pogovarjali, o tem smislu smo že odprli. Ne? Zato sem vesela, da je z nami tudi iz Direktorata za javno zdravje gospod Kržan, ki se ukvarja prav z poklicnim delom. Zdaj, odprli smo. Jaz bi začela tako. 2023 je bil po 30 letih pri nas sprejet pravilnik o poklicnih boleznih. To je zelo, kako se temu reče, mi se kot zagovorniška organizacija vedno sprašujemo, kaj je na tem seznamu, a so umetniške bolezni na tem seznamu. Zdaj, ali tiste poklicne bolezni, za kateri pač trpijo ustvarjalci, recimo, ki bodo mogoče tudi izvajali te prakse. Zdaj smo odprli kar precej na vprašanje duševnega zdravja in izgorelost in kronična utrujenost, recimo, so neka stvar, v katerem nedvomno se na Ministrstvu za zdravje veliko sprašujete. Kakšno je stanje na ravni teh politik? In tudi mogoče naprej, kje so priložnosti, recimo, da bi se pa dalo uveljavljati kulturo tako v podporo javnemu zdravju? Za začetek, da se navežem na gospoda, jaz tudi vsega ne razumem zdaj, čisto odkrito rečeno, ampak ja, mogoče ne bom toliko zanimiv, kot so bili sogovorniki oziroma pred menoj, ker vseeno prihajam iz neke uradne inštitucije in nekako moj del je nekoliko bolj formalen in to je tudi tisto, s čimer se mogoče politika oziroma kultura vedno srečuje, ne, če se navežem na vas, ko želimo biti vsi nekako transparentni in v imenu te transparentnosti potem morda ustvarjalnost do neke mere tudi lahko trpi, ne, oziroma se jo omejuje. Ne. Zdaj, če omenili ste v bistvu poklicne bolezni, ja, res je, leta 2023 je bil po več kot 20 letih, v bistvu, ko je vladala neka majčkeno bolj pravna praznina, je bil sprejet ta pravilnik o poklicnih boleznih in uveljavlja oziroma uporablja se, mislim, da od maja 2023 konkretno. Podlaga zanj je že leta sicer v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To je tako v bistvu zdravje, ne, vsaj iz tistega dela, kjer jaz prihajam iz javnega zdravja, ko gledaš v bistvu, od kje imamo mi podlage za vse te pravilnike, kot so pravilnik o zdravstvenih pregledih delavcev, ne, potem zdravstvenih pregledih športnikov, ko se nanaša se v bistvu bolj na medicino dela, prometa in športa, zdravstvenih pregledov
pač tudi ostalih morda skupin, kot so pomorščaki, strojvodje, ko imajo neke posamezne in specifične merila, ki jih mora potem tudi ocenjevati medicin z dela, v bistvu ugotoviš, da izhajajo iz posameznih specifičnih zakonodaj. Tako da mi pravzaprav smo do neke mere vključeni v vse te zakonodaje, pa naj si bo zdaj v končni fazi, ko se nanašamo na kulturo, v tem kontekstu, ali pa kar se tiče voznikov, prometa, na zakon o voznikih in tako dalje, pomorski zakonik. Tako da dejansko v bistvu je ena taka širina, združuje pa konec koncev vse te vsebine medicina dela, prometa in športa, ki pravzaprav ima kar precejšen doseg v tem kontekstu, lahko tudi do tega, da lahko na nek način tudi poda naprej neka priporočila ali kakorkoli že, vezana morda na kulturo, in tukaj so neke odprte morda vsebine, seveda tukaj bi bilo potrebno na nek formalen način tudi z medicince dela to v resnici prediskutirati, kako in na kakšen način, zato sem pa rekel, da gre za priporočila, ne za recept, ko tukaj težko govorimo o nekem formalnem receptu, ampak gre za priporočila. In tukaj, če boste pri nas vprašali, koga bo kar mičkan roke dal takole, ne, to je pa vezano na formalno zdravniško stroko, recept je recept, to je treba ločiti. Ne govorimo v bistvu zdaj, mislim, treba je postaviti neko ločnico in v tem kontekstu smo mi mogoče, ki delamo v neki taki na ministrstvu, do neke mere togi, po drugi strani pa je to morda tudi razumljivo, da smo togi. Hkrati pa je jasno, da zadeve tako ali drugače prodirajo noter ideje in to je prav in to je fino. Zdaj prodirajo skozi, bom rekel, predvsem, bom rekel, skozi različne razpise, skozi različne aktivnosti, kjer pravzaprav civilna družba ali pa nevladne organizacije na nek način dostopajo in poskušajo uveljaviti oziroma upeljati neke svoje prakse tudi morda v prakso, ki bi bila primerna za izvajanje politike zdravja. Zdaj sem šel nekoliko širše, ker ste bili tudi vi nekoliko širši, pa mogoče tudi vi zdaj ne razumete vsega, ker jaz tudi nisem prej vas vsega razumel, če se malo pošalim. Ampak treba se pogovarjati, vse na koncu bomo mogoče se razumeli. Pa tudi, če se ne bomo, ne bo nič hudega. Seveda, prosim. Ja, kako? Ne, mislim, mogoče bi še, ker je bilo vprašanje vezano na poklicne bolezni, pa ki imajo mesto duševne motnje pri poklicnih boleznih v mednarodnem in doma v vaših debatah. Zdaj, da v bistvu sam pravilnik tudi o poklicnih boleznih v prilogi 1 predpisuje pravzaprav, katere bolezni so poklicne bolezni. In v bistvu tukaj je takrat pred nastankom tega pravilnika je bil sprejet nek konsens, da se na te bolezni v bistvu vpišejo samo iz evropske, v bistvu bolezni, ki so na evropski listi iz priloge številka 1, kjer nedvomno obstajajo znanstveni dokazi, da gre za povezavo med delom in boleznijo. Tako da v tem kontekstu smo morda bili do neke mere konzervativni, ampak preden se pravzaprav zadeva vpelje, ne moreš štartati vse vprek in tako široko, ker te lahko sistem povozi v resnici. Tako da
hkrati pa seveda spremljamo tudi vnaprej, katere bolezni bi bilo smiselno vključiti. Navezujemo se zaenkrat še vedno precej na te evropske smernice oziroma priloge. Hkrati pa, kar se tiče duševnih bolezni, moram reči, da ni nobena vpisana na seznam poklicnih bolezni. Govori se, oziroma najbolj taka, ki bi morda sodila, ali pa ki se je v zadnjem času omenjalo, da bi morda sodila na ta seznam, je posttravmatska stresna motnja. Tukaj je bilo največ govora in največ predlogov v tem kontekstu. Zdaj, se pravim, tako ali tako se je že iz poročil različnih je izhajalo, da obstajajo določene težave pri izvajanju, predvsem glede na to, iz države, kjer prihajamo, 30-40 let nazaj, težko je dosegljiva določena dokumentacija, ker kaj je poklicna bolezen, če grem v to? Poklicna bolezen v bistvu je bolezen, ki je na seznamu poklicnih bolezni in kjer je ugotovljena vzročna povezava o daljši izpostavljenosti pogojev oziroma delovnih procesa in delovnih pogojev na nekem delovnem mestu. Da je to čisto neka dost uradna definicija, ali pa smo blizu tega. Bi dovolila dva odziva, najprej Vidu, potem Tomažu. Bi samo mogoče vzpostavljal se en kontekst, v katerem živimo. Področje zdravja je seveda tudi področje javne blagajne in stroškov in torej tudi bremen in odgovornosti. V medijih beremo zelo jasno, čigavo breme je posameznikovo zdravje pogosto. In v tem smislu lahko bi odprla tudi vprašanje, če menite, da je tudi to razlog, da se včasih poklicne bolezni ne preveč neotipljivo, kdo bo zdaj to kriv, kdo je za to odgovoren, da skrbi za svoje zdravje in tako naprej. Ne nujno na vas, na vse. Kaj je treba narediti za preventivo, kdo mora dati denar za preventivo, kakšne so notranje politike v delovnih okoljih in tako naprej. Zelo široko spet, ampak prosim. Jaz bom zelo kratek, bi se pa direktno vas navezal, predvsem na tej temi, ko ste rekli, da je treba neko ločnico uvesti, med tem recept znotraj tega, kako to tipično medicina razume, pa recept, kakor ga razumemo v kontekstu recepta za kulturo. In se strinjam z vami, ker recept je v osnovi, ima za sabo logiko medicinske naravoslovne znanosti in je stvar, ki je utemeljena v naravoslovni logiki. Recept določi zdravilo, se pravi učinkovino in njegovo dozo tudi in način jemanja. In delovanje tega zdravila deluje po bioloških oziroma nekih naravoslovnih pravilih, ki je druga logika razmišljanja, kakor to, kar se tukaj pogovarjamo. Ne pomeni pa, da tudi to nima neke logike. In zato se jaz spet vračam, saj mi imamo isto problem, imamo mi že znotraj psihiatrije. Pa smo kao vsi v zdravstvu, ampak mi imamo znotraj psihiatrije isti problem. Jasno smernice kažejo, da se zdravi duševne bolezni, biološko, ampak tudi psihoterapevtsko. To je že nekaj časa znano. Ampak to samo po sebi ne zagotavlja, da bi nam to bilo jasno, da bi mi imeli, se pravi jasno na neki sistemski ravni, da bi mi imeli neko telo, ki bi dejansko lahko to reguliral. Zato sem se navezal na ta zakon o psihoterapiji. Se zdi, da se tukaj težko najdemo mesto ali pa človeka, ki bi se znal z vami oziroma vam dati neka jasna navodila, kaj za to pomeni, kako bi tak recept sploh izgledal. In tukaj imamo neko luknjo. To je vse, kar se vodo. Mogoče samo še to, pa sem pa rekel, ta je za vas. Ne, prav ta luknja. Luknja je treba razmisliti, ampak kar jaz vem je, da mi imamo več ali manj isti sistem, kot smo ga imeli v Jugoslaviji. Tudi bolnica naša je več ali manj ista, če gledamo po pravilnikih, kakor smo imeli v Jugoslaviji, dela pa čisto drugače. Kar pomeni, da je očitno ogromno enega manevrskega prostora v tem, kako mi zdravstveni delavci delamo, glede na to, kaj je zdaj napisano. Samo to se odreči. Opozorim še, da je 10 minut, tako da če ima kdo kakšno vprašanje iz publike, zdaj hitro dvigant, sicer bomo zaključili debato s temi refleksijami, pa bom oba še tudi povabila. Bom poskušal zdaj, imam malo slabo vest, ker se morda ne razumemo, ampak to je namen pač tega, da vsak zelo drugače vidi, zato bom zdaj poskušal štartati zelo take operativne ravni na področju ljubiteljske kulture.
Torej, ko govorimo o tem, kako se razumeti, ne pomeni samo med sektorji, ampak tudi znotraj posameznega sektorja, znotraj ene hiše, kako se razumeti. Zakaj? Problem pri umetnosti in zdravju je bil ta, da so pogosto spraševali, ok, če bomo uveljavili nove programe, recimo pa bom zelo konkreten, če smo izhajali iz petja, s petja mi lahko se gremo zdaj, ne vem, zdravljenje posttraumatskega stresnega sindroma, mi se lahko gremo družbeno kohezijo, mi imamo programe za delo z ljudmi z Alzheimerjevo boleznijo, ti se moraš pa odločiti na koncu, kaj bomo s tem sektorjem počeli in je bilo 1000 vprašanj. Kdo bo pa to počel? Kdo bo pa to nadziral? A bomo dajali certifikate? A imamo sploh mi zadost ljudi, ki bi spoznali se na tem področju? Točno to, seveda, ta prvo je bilo NIJZ, tega nikoli ne bo dovolil, ne? In tako naprej. Skratka, in jaz sem zdaj samo 3 primere dal na področju petja. Mi imamo pa pol od gledališča do literature, do folklore, nije što nije, ne? Težava je torej na tej ravni, organizacijski ravni, na ravni nadzora in certificiranja, na ravni potem samega financiranja in ko zaokrožiš skupaj vsa ta vprašanja, je bilo velikokrat potem dilema za recimo nek sektor, kot je ljubiteljstvo, kako bomo mi definirali kot neke vrste, mi rabimo javno definicijo, čemu sploh služimo. Zato, ker od tega zavisi, v katero smer boš ti potem posamezen sektor razvijal. A ne? In tukaj noter, ko ti neko tisto ključno definicijo v teh krovnih dokumentih zastaviš in potem izpeleš neke organizacijske ravni ven, tam noter je velikokrat zelo veliko vprašajev, na katere pa nismo tudi top-down znali še odgovoriti in še danes ne znamo odgovoriti. A ne? In to je bilo veliko vakuma, ki je pripeljala tudi do teh odporov, mi se pa tega ne bomo šli. A ne? Jaz sem poskušal zdaj zelo plastično povedati, pa je zadaj še marsikaj drugega. Hvala. Prosim. Ja, naj sam dodam, da ta vprašanja so pač prisotna tudi na področju zdravja in javnega zdravja. Ne si misli, da je pri nas urejeno, ne? Mislim, pač isto. Večina stvari, ki se izvaja, nima resnih evalvacij vrednoten, ne? In to vprašanje trajnosti, pa kdo bo to izvajal, pa se bo zagotovilo financiranje. To je pač nekaj, kar je vse povsod prisotno, ne? Mogoče za zaključno misel, ne, bi se samo dotaknil tega, kar se mi zdi izrazita dodana vrednost na področju kulture in zdravja. In to je, ko se pogovarjamo o zdravju, pa preventivi in tako naprej, ne, je nasplošno velik poudarek na omejevanju nekih dejavnikov tveganja, na podpori pri osebah, ki so v stiski, ki živijo z duševno motnjo, ne, kar je okej, super, rabimo to, ampak na področju duševnega zdravja ima pa tudi eno posebno vlogo in pomen krepitev varovalnih dejavnikov oziroma nekih veščin za življenje, ki so ne povezane z stiskami, ampak nasplošno pomagajo človeku živeti bolje in posledično seveda tudi lažje preiti, premagovati neke stiske, izzive, s katerimi se sooča v življenju, ne. In kultura ima tukaj res veliko za ponuditi, ker je nekaj, kar je splošno sprejeto v naši družbi, je v bistvu orodje, ki krepi medosebne odnose, omogoča pač sproščanje neke ustvarjalne energije in tako naprej. To so stvari, ki enostavno blagotejno vplivajo na zdravje splošno, ne. In to je nekaj, kar je inherentno kulturi in se mi zdi super, da se to področje razvija in ja, pač bomo podporni in poskušali čim več omejevati na NIJZ. Samo na konkretno to. Čisto konkretno, ja, vsi se strinjamo, da je to inherentno kulturi, ampak ti moraš na koncu nekaj doreči. Ker odgovor je bil zopet, saj mi to že vse počnemo. Mi to itak že samo, ko obstajamo, počnemo te stvari. Torej smo sami po sebi zadost, ni treba nič sprememb. To je pa ta past, ki stoji za tem, da je umetnost oziroma kvaliteta bivanja sama po sebi nekako inherentna kulturi. Tako da treba to vseeno mečkem bolj razdelati.
Hvala obima. Zaključne besede pustim vam. Mislim, da se navežem na besedico blagodejno. Ne? Jaz vse mislim, da letošnje leto je nekoliko blagodejno tudi za nevladne organizacije. Konec koncev, ne, smo slišali v bistvu glede razpisa Mestne občine Ljubljana, glede na tega razpisa, ki ga pripravlja Ministrstvo za kulturo, vezano v povezavi tudi z Ministrstvom za zdravje. Ne? In pa tudi Ministrstvo za zdravje ima 2-3-letne razpisa, v sklopu katerega so kar precejšnja sredstva namenjena tudi tem. In ena izmed meril pravzaprav je tudi trajnost bila recimo v nekem sklopu, vsaj pri duševnem, mislim, vsaj pri javnem zdravju. Tako da v bistvu se trudi tudi politika v tem kontekstu naslavljati neko trajnost in možnost, da zadeve ne bi bile muhe enodnevnice, ampak da bi zadeve se, ali pa te pač aktivnosti, ki jih izvajajo, da bi imele neke, sploh tiste, ki so dobre, da bi imele neko trajno osnovo. Mogoče pa bi tukaj v bistvu, ko se spomnim na sodelavka, ki vedno omenja konec koncev kot vhodno točko, možnost neke vhodne točke, zdaj sicer bom šel mogoče malo na lokalni nivo, ampak centri za krepitev zdravja so bili tisti, ki ali pa imajo možnost v sodelovanju z nevladnimi organizacijami seveda implementirati določene aktivnosti, ki so smiselne in ki so dobre. Ne? Tako da preko tega se mi zdi lahko tudi nekako sistemsko poskrbimo za dobre projekte. Tako da mogoče toliko. No. Hvala vsem za pregled nad ukrepi, politikami, tudi točkami, kjer se moramo še pogovarjati, pa seveda tudi zato, da imamo občutek, da kultura ima mesto za mizo. Zdaj boste povabljeni, da diskutirate o vsem tem v času kosila, da se malo prelufta tale prostor. Potem pa gremo zelo konkretno v dve polji, ki smo jih tudi odprli, in sicer kultura v delovnih okoljih in prakse v podporo delavcem. To se pravi, načeloma bomo šli tudi globje, ne samo primere dobre prakse z naše definicije primere dobre prakse, v tem smislu, kaj se da razvijati na tem področju in tudi kakšni so premisleki v našem prostoru. Potem pa to, kar ste tudi omenili, naslednji, zadnji panel, zvečer pa se bo vezal na socialno predpisovanje oziroma recimo modele kultura na recept, kjer bomo raziskovali tudi s predstavniki centrov za duševno zdravje in CSD-jev, tudi na analogi takemu sistemu v resnici v naši državi že obstajajo in je zgolj vprašanje, zakaj v skupnostni obravnavi, če temu tako rečemo, ni še mesta za kulturo in ali je. Hvala.